Pozdravljeni, sem Nataša Žagar, vodim družinsko proizvodno podjetje Kožak, katero se nahaja na lokaciji Iška vas pri Igu. Želela sem si več izzivov, nisem želela biti statična na enem mestu, zato sem raziskvala, kam sploh bi šla po zaključku fakultete. Zato sem poizkusila v različnih vodah v računovodstvu. Šla sem tudi delati v odvetniško pisarno, kjer je bilo gospodarsko pravo. Potem pa spet nekako, ko si ekonomist, veš, da se na tistem področju nekako ustaviš, ne moreš biti pravnik, ne. In sem iskala službe, kaj bi sploh jaz lahko delala, ne. V tem času smo pa tudi že imeli doma podjetje, katerega se pa nekako nisem upala vklopiti, ker sem že tekom tega, ko sem delala v odvetniški pisarni, videla, koliko je bilo nekako razdorov družin, ko so nastali neki konflikti v podjetjih. Jaz si pa nisem želela, da bi družina tudi naša to doživela, ne. Zato, ko se je začel nekako povečevati posel v našem podjetju, smo se že malo tako družinsko usedli, malo pogovarjali, kako bi zadevo rešili, a ne. Iskali so nekega liderja, ki bi pač peljal zgodbo naprej. Glede na mojo izobrazbo, ne, so pač izpostavili to zadevo. Tako da sem postavila prvi pogoj, da mi kot družina ostanemo skupaj, da si moramo zaupati, ne glede na težave, izzive, katere bi se tekom poslovanja pojavili, a ne, da to zadevo skupaj rešujemo, da smo odkriti, korektni in res na prvem mestu je družina, te družinski odnosi, no. Tako da sem se potem odločila, da ta velik korak, ne, dejansko je obsegal vsa področja, nabava, prodaja, vodenje, komunikacija, nekako tudi povezava proizvodnih procesov, tako da sem prevzela kar veliko vlogo. Je bilo pa tako, da ko sem stopila v podjetje, sem mislila, da je že zelo veliko vem, ne. Ne glede na to, da sem tudi že od malih nog rasla s podjetjem in sem tudi delala v proizvodni, sem ugotovila, da nimam pojma. Tako da sem se mogla soočati z res različnimi situacijami, tako da sem se učila vsak dan. Že to, kako nekako te sprejmejo kupci, dobavitelji. Morala sem razbijati stereotipe, ker sem bila na tej naši poti, kovinarski panogi, edina ženska v tistem obdobju. Tako da sem mogla nekako dokazovati svoje znanje, svoje sposobnosti. Sem imela pa to srečo, da sem imela veliko izkušenj z delom v proizvodni, tako da sem imela ogromno tehničnega znanja in sem nekako to zadevo upravičila, tako da so me poslovni partnerji zelo hitro sprejeli in z veseljem začeli sodelovati z mano. Veliko je bilo odpovedovanja. Morala sem se zelo dobro organizirati. Ko sem se odločila za družino, sem nekako čutila, da lahko začutijo poslovni partnerji neko šibkost v podjetju ali pa v meni. Zato sem zadevo zelo diplomatsko izpeljala, da skoraj noben opazil, da si jaz ustvarjam družino. Nisem poznala porodniškega dopusta, bolniške, nič, ne. Tako da sem imela tudi veliko pomoč strani mojih staršev, mame, da je potem čuvala otroke. Je bilo pa res, da pač otroci niso bili prikrajšani, ne. Ko sem prišla domov, sem bila z njimi tistih nekaj ur, ampak potem spet posel, ne. Tako da sem bila zelo, zelo, bi rekla, iztrošena. Se je pa šlo tudi do obdobja, ko sem prišla do izgorelosti in sem mogla spremeniti način funkcioniranja. Tako da sem se nekako še bolj dodatno zorganizirala in tudi ugotovila sem, nekako našla sem način, kako si povrniti energijo, kako dobiti to moč, da spet lahko na polno delaš, ne. Enostavno v podjetju ne smeš pokazati, da si šibek. Nikakor ne. Tudi zaposleni, niti družina ne sme začutiti tega, da si ti šibek. Tako da sem imela kar veliko dela sama s sabo, da sem našla to moč in to moč oziroma te moje sposobnosti, ki sem jih odkrila, nekako zdaj pomagam tudi drugim, a ne. Se pravi, po zaključku moje službe, 9, 10 zvečer, pomagam tudi drugim podjetnikom, nekako drugim osebam, ki rabijo neko pomoč, da se znajo regenerirati oziroma napolniti z energijo, da lahko normalno funkcionirajo. Ker enostavno, če nimaš energije, ne moreš funkcionirati, ne. No in na ta način sem lahko začela
tudi dobro delati. No. Tako da to nekako na tem prvem mestu je to zelo pomembno, no, da imaš moč. Mi smo pričeli z proizvodnjo izdelkov iz žice, opremljali smo trgovine, potem se je pa ta zgodba kar naenkrat ustavila, ker smo dobili zelo veliko konkurenco na vzhodnem trgu, tako da smo se začeli specializirati na visokokakovostne butične proizvode. Nekako tukaj sem potem kar najdla neko rešilno bilko v tistem kriznem obdobju in smo se res fokusirali na izključno butične izdelke visoke kakovosti. Tako da je naši največji kupci trenutno so farmacevti, medicina, delamo tudi za avtomobilsko industrijo, nekako se najdemo v zelo različnih panogah, oziroma smo skoraj prisotni v vseh panogah, ampak je pa težko, ker nimamo lastnih produktov, niti nimamo produktov za široko proizvodnjo, za široko potrošnjo, zato se težko oglašujemo in nekako dobivamo reference od drugih kupcev, tako da se nas, bi rekla, naš dober glas širi na račun tega, da smo kakovostni, da se lotimo vseh izzivov, ne glede na to so še tako nemogoči za izvedbo. To opaža na primer start-up podjetja, ki ne dobijo proizvajalcev, da bi uresničili njihove ideje, ne. Tako da na tem področju sem rekla, sem zelo vesela, no, da sem imela to poguma, da sem šla čisto v nek nov način proizvodne. To sem mogla pa tudi nekako ozavestiti svoje sodelavce, da so, bi rekla, vsak nov projekt vzeli kot izziv, da jim ni bilo težko, ker vedno smo nekako v coni udobja, in je težko začeti nekaj novega, nekaj bolj kompleksnega. Zato nekako sem jim to skozi dnevno dala to motivacijo, da mi je bilo nekako prav veselje, tako da vsak nov produkt, ki ne bi se mogel ustvariti, mi je res izziv, tako da z veseljem ustvarjamo take nemogoče stvari. In sem rekla na to ponosna, da sem bila tako pogumna, da sem naredila tak velik korak, da nisem obupala, da sem se borila in nekako misija nemogoče se takrat izpolnila. No.